Če imaš fantastično ponudbo, ki tudi tvojim strankam prinaša res dobre rezultate in dobiš veliko feedbackov, kako super je ta tvoja ponudba, ampak to se pa ne pozna čisto na tvoji prodaji oziroma si želiš večjo prodajo, potem je ta epizoda podcasta točno zate, ker bom razkrila 5 razlogov, zakaj prodaja ni mogoče takšna, kot si jo želiš. Hej, dobrodošel, dobrodošla v podjetniškem podcastu Legendarni, ki je namenjen vsem, ki želite svojim delom pustiti trajen pečat in ustvariti več kot le uspešen posel. Če se še pa ne poznava, moje ime je Maja in podjetnikom in podjetnicam pomagam pri gradnji brenda, vse od postavitev temeljev, celostne grafične podobe, spletne strani, ki konvertira obiskovalce v stranke in rasti in razvoju brenda. Če si na podjetniški poti, potem verjetno ti je prodaja zelo pomembna, ker drugače bi govorili samo o hobijih in seveda ni nič narobe z njimi, ampak če si na podjetniški poti, imaš svoj posel, potem je prodaja definitivno ključna in verjetno si želiš imeti večjo prodajo, ne samo zato, da mogoče tudi več zaslužiš, da si lahko več privoščiš, ampak verjetno tudi zato, ker želiš pomagati večjim strankam. In to je definitivno čudovito in v tej epizodi želim s tabo iti čez 5 razlogov, zakaj se tvoja ponudba mogoče ne prodaja čisto tako, kot si morda želiš. Pa gremo kar pogledati, kaj je prvi razlog. In prvi razlog je neprepoznavnost ali pa slaba prepoznavnost. Zdaj, verjetno se strinjava, da nekdo, ki te ne pozna oziroma da ne ve sploh, da obstajaš ali pa sploh nikoli še ni slišal zate, bo težko kupil tvojo ponudbo. Če je prepoznavnost slaba, to običajno tudi potem pomeni, da mogoče te je že kdaj videl, ampak je te takoj tudi pozabil ali pa niti ne ve, s čemer se ukvarjaš, da imaš točno to rešitev, ki jo on potrebuje in išče in tako naprej. In seveda tukaj izgubljamo veliko prodaje, veliko strank, ki pa jih lahko vsekakor izboljšamo to točko. Zdaj pa, kako zgraditi boljšo prepoznavnost, da bo bolj prepoznavna, tudi če mogoče se ne želiš zmeraj prikazati na kamerah, čeprav tudi to je lahko čudovit način. Nekaj načinov je, da redno objavljaš vsebine na svoji spletni strani, torej kot blog, kot podcast. To je v bistvu ne samo razlog, da se tvoje potencialne stranke vračajo na tvojo spletno stran, se s tabo vsakič bolj povežejo, te bolj spoznajo in tako naprej. Ampak je v bistvu to tudi razlog, da Google svoje stranke oziroma vsi, ki iščejo na Google, avtomatsko oziroma pošilja tudi na tvojo spletno stran. S tem gradiš res lahko lepo, organsko tudi svoj promet. Zdaj, velikokrat slišim, ampak Maja, jaz delam vse za prepoznavnost, vse redno objavljam na družabnih omrežjih. Zdaj, to, da objavljamo na družabnih omrežjih redno, je sicer super in priporočam, da še to delaš naprej. Če pa je to edini vir, kako ti gradiš svojo prepoznavnost, pa je lahko za tvoj posel to zelo, zelo nevarno. Prvo kot prvo zaradi tega, ker verjetno vsi vemo, da organski doseg vseh teh naših objav je zdaj že zelo nizek in lahko se pričakuje, da bo še nižji. In če ne plačujemo, da se te objave prikazujejo več ljudem, potem seveda dosegamo manjšo, zelo malo količino v bistvu ljudi. In verjamem, da veliko časa pa energije vložiš v to, da ustvariš vse te vsebine, ki pa jih potem mogoče dosežejo eno peščico ljudi in je definitivno škoda oziroma se da še bolj izkoristiti tudi vso to vsebino, ki jo pripraviš, mogoče v prvi meri pripraviš za svojo spletno stran in jo potem v koščkih distribuiraš tudi na družabnih omrežjih. Tako lahko bolje investiraš tudi svoj čas in gradiš tudi na svoji prepoznavnosti. Če pa želiš seveda priti pred večje občinstvo, potem pa lahko organiziraš kakšna sodelovanja, kakšne dogodke, kakšne delavnice ali pa celo summit. To je torej dogodek, kjer povabiš različne goste, ki povabijo tudi svoje občinstvo in tako vsi pridete pred občinstva, torej drugih sogovornikov in se gradi tvoja prepoznavnost. Definitivno pa ne pozabiti tudi na medije. Skratka, prepoznavnost je zelo, zelo pomemben steber v vsakem poslu, ker brez prepoznavnosti bo trpela tudi naša prodaja. Druga razlog oziroma točka, zakaj mogoče
prodaja ni tako dobra, kot bi lahko bila, je napačno določena idealna stranka oziroma ciljna skupina. In jaz velikokrat slišim, ampak jaz, Maja, ponujam nekaj, kar je za vse ljudi. Naprimer, jaz imam masaže, jaz imam prehrano, ki je za vse ljudi. Vsi ljudje potrebujejo masažo, vsi potrebujejo zdravljenje, vsi potrebujejo gibanje, prehrano in tako naprej. In popolnoma razumem, ampak problem v tem je, da sicer lahko nagovarjaš širšo množico, ampak da potem pretvoriš to množico, da te sploh slišijo in da jo pretvoriš v svoje stranke, je pa lahko zelo, zelo težko. In verjetno si nihče izmed nas ne želi ene ful težje poti, sploh nečesa, kar mogoče ni tvoj fokus dela oziroma ni tisto, kar res najbolj uživaš, ampak si mogoče želiš poenostaviti in poenostaviš si lahko tako, da si oblikuješ v bistvu svojo idealno stranko, torej koga lahko ti najbolj podpreš in kako lahko ima ta stranka tudi maksimalno dobre rezultate. Ko to tvoje združiš, ima na eni strani torej tvoja idealna stranka super rezultate in ti definitivno uživaš v svojem delu. In kdo si ne bi želel zgraditi takšnega super posla? Jaz definitivno vem, da mi je definitivno užitek, ko zjutraj se zbudim in se spomnim, wow, s katero stranko pa imam danes namen delati ali pa za katero, in mi naredi kar tako, yes! In skočim iz postelje že od tega veselja. In je čisto drugače, kot če pa moraš, torej se mučiš z nekaterimi strankami, ki mogoče niste pravi fit, in s tem ni nič narobe, ker lahko te stranke najdejo svoj pravi fit tudi kje drugje. In to je vse ok. Zato je res zelo pomembno, da se vprašaš, kdo je tvoja idealna stranka, oziroma da če še je nimaš, jo začneš oblikovati. Torej je ne iščeš, ampak jo ustvariš. Zraven tega mogoče ti dam še en primer, ker sem ga zadnjič delila, pa potem so mi napisali, da so dobili kar nekaj ahajev, ko jim je zdaj bolj jasno, kaj to pomeni. Recimo, primer, da ustvarimo ene univerzalne čevlje. Univerzalne čevlje za vse ljudi, ker vsi ljudje potrebujejo te čevlje. Zdaj, verjetno bomo govorili samo o nekih čevljih, na naših družabnih omrežjih, govorili na naši spletni strani, povsod govorili o čevlje. Zdaj, načeloma večina ljudi ravno ni tako zelo nora, da bi iskali neke univerzalne čevlje, in če so ti univerzalni čevlji namenjeni recimo za pohodnike, pa potem kao tudi za tekače, pa potem tudi za podjetnike ali pa mogoče neke moške, ki hodijo pač v kravati in rabijo tiste fine čevlje, verjetno nas ne bodo slišali, ko bomo mi samo govorili o čevljih, zaradi tega, ker želijo slišati neke določene informacije, pa seveda tudi takšen izdelek. Tekači bojo verjetno takoj zastrigli z ušesi ali pa se ustavili, ko bomo govorili, kako lahko z čevlji izboljšamo tek, kako lahko lažje tečejo, kako so lahko hitrejši in tako naprej. Medtem ko druge skupine verjetno to niti ne bo zanimalo. Mogoče bo pohodnike, ki hodijo v gore, bo zanimalo, kako je lahko njihov čevelj dovolj visok, kako se zavarujejo gležnje in tako naprej, ali pa mogoče celo na katere pohodne poti lahko grejo in tako naprej. In spet, je sporočilo, ki ga bo oni takoj slišali, popolnoma drugačno kot za tekače. In potem, če pogledamo še tretjo skupino, recimo teh finih čevljev, teh zelo lepih, ki morajo biti, ki ni niti pomembno, da so tako zelo udobni, ampak je bolj pomembno, da izgledajo ful lepo, pa elegantno in tako naprej. Zdaj, če nam je že uspelo ustvariti takšen čevelj, ki pač recimo pokriva vse, potem ti ljudje verjetno jih ne bo zanimalo o tem, kako bojo hitro tekli, pa kako bojo šli v gore, ampak bo jih zanimalo, kako bojo bolj profesionalno izgledali, kako jih bodo drugi bolj resno jemali. Skratka, čisto drugo sporočilo. In ko enkrat ustvarimo idealno stranko, to ne pomeni, da moramo pri tem tudi ostati. Ko jo izpilimo in imamo vse tipi-topi, lahko zmeraj dodajamo še nove in nove stranke. In predstavljaj si, da imaš potem ene čevlje, ki so za tekače, ene, ki so za pohodnike in ene za te podjetnike,
lahko za njih ustvariš prilagojeno ponudbo, torej točno takšne čevlje, tudi če je v ozadju čevelj drugače, lahko sporočilo ali pa mogoče še dopolniš kakšne te čevlje, oziroma ponudbo s čim dodatnim, kar jim bi lahko pomagalo pri njihovih rezultatih, in te bodo zagotovo veliko hitreje tudi slišali. Ok, pa gremo na tretjo točko oziroma tretji razlog, to je, da ne rešuješ dovolj velikega problema. To je velikokrat sporočilo oziroma točka, ki jo marsikdo ne želi slišati ali pa je preveč boleča, pa reče, ne, to pa pri meni ni, moja ponudba oziroma problem, ki ga rešujem, je velik. Zato te povabim, da vseeno se odpreš, pa razmisliš, ali mogoče pa se še kaj vseeno da izboljšati. O čem namreč govorim, je o tem, da včasih se nam zdi, da rešujemo ali neki problem, ki ga drugi ljudje nihče sploh nima, ali pa nek problem, ki mogoče stranke za njega niti niso pripravljene plačati. Velikokrat gre to mogoče za kakšno preventivo. Naprimer, če rešujemo, bolečine v križu in mi targiramo ali pa rešujemo problem, da bomo naučili neko metodo, mogoče ljudje niso pripravljeni plačati za to metodo, ker se jim ne zdi, da bo rešila tak problem. Ali pa mogoče ti dam drug problem, Če mi smo mogoče neki life coach, ki študentom ali pa mladim ljudem pomaga, da pridejo oziroma da pridajo do neke super službe ali pa kariere in tako naprej. In če še ti niso na tej točki, ali pa če finančno, kot študenti recimo, da ustvarimo res neki malo višji cenovni paket, niso mogoče zmožni ali pa niso pripravljeni plačati, ali pa da to še ni problem, ki ga imajo zdaj, potem niso pripravljeni plačati in mogoče nimamo tega, ne rešujemo dovolj velikega problema, da bi oni rekli ja. In tukaj je fajn, torej, da se vprašamo, ali res obstaja sploh ta problem, ki ga rešujem, je dovolj velik in so ljudje pripravljeni plačati. Ker velika razlika je, če mi rešujemo problem, ki pač bi ga bilo fajn rešiti, ampak nas ne žuli tako, da bi v bistvu investirali ali pa se karkoli ukvarjali z njim, ali če rešujemo problem, ki nas res žuli in iščemo aktivno rešitev. To bomo veliko lažje tudi prodali. In ne me narobe razumeti, ne govorim, da bomo zdaj si izmislili neke zgodbice pa zmanipulirali ali kaj takšnega, ampak da v bistvu res targiramo in pripravimo ponudbo, pa tudi sporočilo, tako da bo zelo jasno, da je to nek problem, ki je pereč in ga ljudje so pripravljeni, iščejo rešitev in so zanjo pripravljeni tudi plačati. Okay? Četrta točka oziroma razlog je napačna prodajna strategija. Treba razumeti, da vse ni za vse. In kaj je trenutno v trendu, mogoče ni najboljša tvoja strategija, če to ne paše v tvoj posel. Zato res, če je zdaj mogoče aktualno tečaji ali pa kaj takšnega, to ne pomeni, da moraš tudi ti zdaj skočiti na ta vlak in na vso silo siliti v te tečaje, če mogoče to ne paše v tvoj brand, v to, da bi skozi tečaj potem stranke tudi prišle najbolj učinkovito do te rešitve, ki jo ponujaš in tako naprej. Tako da se je fajn vprašati tudi na to, ali imam torej pravilno strategijo, ali samo se mogoče držim kakšnega trenda, ali pa je nekaj se mi zdi fajn. In pa peti razlog je slaba ali pa preveč zapletena komunikacija. In jaz velikokrat, ko gledam kakšne spletne strani, pa delam kakšne revizije, velikokrat naletim ravno na to, da je komunikacija, ki jo uporabljamo sploh recimo pri predstavitvi neke naše ponudbe, lahko preveč zapletena. Zdaj, kaj to pomeni? To pomeni, da pa čisto razumem, zakaj pride do tega, ker do tega običajno pride zaradi tega, ker so podjetniki pa podjetnice v svojem poslu strokovnjaki, globoko v tej tematiki in so jim vsi ti izrazi čisto domači, vejo, kaj pomenijo, vejo, zakaj je to dobro in tako naprej. Medtem ko njihove stranke oziroma potencialne stranke najverjetneje tega ne poznajo. In če mi govorimo, da jih bomo naučili to pa to metodo in mi itak vemo, kaj ta metoda nam prinaša, še to ne pomeni, da bo vedela tudi naša stranka. In če tega ne ve, kar večinoma ne ve, potem smo jo lahko zelo hitro izgubili oziroma ne razume, zakaj bi si sploh to želela oziroma hotela sploh to imeti. Zato je fajn, da pogledamo na spletni strani svojo prodajno stran, tam, kjer imamo predstavljeno ponudbo, ali je komunikacija dovolj
enostavna, da jo lahko razume čisto vsaka naša potencialna stranka. To lahko testiraš tako, da mogoče tudi koga čisto naključno ali vprašaš, da ti pogleda, če imaš kakšnega mogoče družinskega člana, ki je mogoče otrok ali pa kakšna starejša babica, ki ne pozna tehnik, da ti pogledajo in povejo, ali razumejo, ali vejo, kaj prodajaš in zakaj bi jim to koristilo. In definitivno je fajn, da komunikacijo vedno delamo bolj enostavno, bolj domačo, kot bi se pogovarjali. Ne govorim o tem, da so ok slovnične napake, pa da pustimo vse, kar se zatipka, seveda ne, ampak samo, da res poenostavimo komunikacijo, da nekdo, ki bere naša sporočila, točno ve, zakaj bi si to, kar mu mi ponujamo, tudi želel, kaj bo imel od tega in tako naprej. In če samo to točko spremeniš, verjamem, da se bo prodaja pri tebi tudi povečala. Evo, tako da vsako ta razlog, od teh 5, kar smo danes s tabo delila, pa seveda niso napake, ampak lahko vzameš kot neko darilo, ki ti je zdaj bolj jasno, kako lahko enostavno, v bistvu dokaj enostavno pogledaš na prodajo in jo tudi izboljšaš. Hvala za tvoj čas in pozornost. Če ti je bila epizoda všeč, te vabim, da se naročiš na podcast na najljubši aplikaciji, kjer poslušaš podcaste in tako ne zamudiš naslednje epizode. Vesela bom tudi povratne informacije, kako ti je bila epizoda všeč in česa si želiš več. Hvala ti in naredi si čudovit dan.